Dober dan. Dober dan v nov video, v mojo šolo novega sveta, nove družbe, New Earth School, ki je in zmeraj bo zastonj, zato da je dostop do razvoja za ljudi zmeraj zastonj, da je dostopen, ne. Ker ponovadi so takšne stvari drage in si potem vsi ne morejo tega privoščiti. In če si vsi ne moremo tega privoščiti, kdaj bomo dosegli ta razvoj, ne? Tako da namen moje šole je nuditi ljudem evolucijo, brez da bi bili pri tem za zmeraj odvisni od nekoga, ampak da se lahko končno začnejo zanašati nase, ker samo če se zanašaš nase in tako živiš, se lahko končno soočiš s strahom v življenju, ker če se non-stop zanašaš na mnenja drugih ljudi, to delaš samo zaradi tega, ker se nočeš s strahom soočiti, ker te je strah, da bi se zafukal in potem pač iščeš varno pot. Češ kot da ima nekdo drug varno pot skozi življenje, zato da se ne bi rabil soočiti s strahom, ne. Ampak v resnici se lahko samo na način, da se začneš zanašati nase, zares spoznaš kot moč in pač v procesu tega se boš zajebal in se boš pač mogel s tem strahom soočiti. Tako je. Treba je slediti življenju v sebi in samo na ta način lahko pač pridemo kamorkoli. Do svoje moči, na primer. Začneš slediti to malo moči, kar je zdaj v tebi, zato da prideš do polne moči. Samo tako lahko prideš do moči. Ne moreš priti do moči na način, da se zanašaš na druge ljudi, zato ker te je strah slediti lastnim odločitvam. Jaz sem to delal celo življenje, se zanašal na druge ljudi, zato govorim o teh stvareh. In pač zanašanje na druge ljudi me je pripeljalo samo v destruktivnost, zato ker ljudje se v resnici delajo, da vejo, ne vejo zares. Tisti, ki je res pristen, bo dostikrat rekel ne vem. Nepristni ljudje ti pa dajo odgovor, ki te v resnici samo zavede. In zato je cajt, da se ljudje začnejo zanašati na lastno inteligenco, zato da ne bi bili več zavedeni, zato da lahko trdno stojijo v tej poplavi, vojni dezinformaciji, zato ker moč prepozna moč in pač ljudje, ki čisto vidijo sliko, ki stojijo v moči, ki so suvereni, se med sabo prepoznajo in tej so najbolj zreli v družbi in lahko družbo vodijo varno, z zaščito, v pravo osvoboditev, kar je cilj. V glavnem, to je namen moje šole. Jaz sem danes hotel narediti en video na temo, kaj pomeni biti moški v tem današnjem svetu. Nekaj na to temo, kaj pomeni biti moški, kako izgleda moški. Zato, ker sem sam moški, ne, jasno, upam, da je jasno. In ker je ogromno idej je na temo, kako izgleda moški, kako bi moški mogel izgledati, ne. Ogromno idej je na to temo, ampak meni te vse ideje mi niso všeč. Niso mi všeč, zato ker so vse postavljene iz neke predpostavke, kako bi moški mogel izgledati. Ne iz utelešenja, iz živeče izkušnje, res nekega celega moškega, ampak zmeraj iz nekih disociativnih ljudi, ki izhajajo zmeraj samo iz mentala življenja, iz misli, idej, ki jih imajo, ki itak so samo zrcalo našega disociativnega energetskega stanja. Dokler ti v energiji nisi cel in noben človek ni cel, razen tisti, ki so razsvetljeni oziroma so blizu tega, oziroma so na poti razsvetljenja,
so pač na poti celosti, kjer lahko vidijo in prepoznavajo celo sliko. Če vas zanima, kaj na to temo, si pogledajte moje prejšnje videe enega nazaj. Kako v bistvu naša disociacija vpliva na to, da imamo o svetu nek specifičen pogled na svet in da v bistvu kako izhaja iz našega disociativnega stanja. Dokler imaš disociacijo, in to ima vsak človek, dokler se ne očistiš tega represivnega načina življenja, v katerem je vsak, se tega zavedaš ali ne. Dokler se tega ne očistiš, pač ne vidiš cele slike. In ne samo, da ne vidiš cele slike, istočasno je tvoja represija v bistvu zaloga hrane za demonski svet, ki obstaja, je neviden, ampak deluje skozi nezavedne ljudi in tudi skozi tebe. In tudi skozi mene je v preteklosti, zato govorim o teh stvareh. Jaz nisem človek, ki čita knjige, jaz vse vlečem iz življenjske izkušnje, ker samo to je vredno, če v prizemljeni realnosti deluje in prinaša trajnostne rezultate. Mene filozofije ne zanimajo. Čeprav me nekateri ljudje imajo za filozofa, jaz se nimam za filozofa, ker jaz samo uporabljam mentalni svet, zato da razlagam energetski svet. Jaz ne filozofiram, ampak govorim, ponujam prizemljeno realnost. Ne? To je nekaj drugega kot filozofiranje. Jaz nimam ljubezen do informacij ali znanja, ampak ljubezen do trajnostno delujočega izkustva. In v glavnem, danes je namen razdelati, razčistiti, ne rabite mi verjeti ali pa se strinjati z mano, ampak to je samo eden od pogledov, ki se mi zdi vreden, sploh od nekoga, ki je cel. Ne zato, ker je bil perfekten ali ker ima prav, ampak zato, ker je celost redek pojav v današnji družbi. Celosten človek je redek pojav. In takšna mnenja so veliko vredna, sploh če so zastojni. In v glavnem, da se ne bom hvalil preveč, bi rad samo dal pač mnenje. Kaj pomeni biti moški dan danes? Kako zgleda moški? Naprimer, v svetu boš dostikrat slišal idejo o tem, kako naj bi moški izgledal zmeri, naprimer, iz strani moških ali pa pač iz strani žensk. Ne? Ponavadi ženske dostikrat govorijo, naprimer, ker ženskam se dostikrat in v glavni stvari nekako se jim gre za varnost. Ne? Zato, ker mi živimo v nevarnem svetu in ženska se zaveda, da je fizično šibkejša od moškega in pač nje je varnost, lahko rečemo, najpomembnejša. Vse je smiselno, je razumljivo. Ne? Je totalno razumljivo. In pač ženska potem iz tega občutka, kjer se počuti ranjeno oziroma ranljivo, čeprav je oboje res, ranljivo, si pač želi moškega, ki bi pač postavil varni svet. In je totalno smiselno, ampak ni cela slika. In torej, ker izhaja iz tega, da je svet nevaren, si želi varen svet, ker sama živi v njem in pač projicira v svet neko idejo moškega zaščitnika, kar je del moškosti, ampak ni celota. In pač zaradi tega, ker torej izhaja iz strahu, iz disociacije lastne, zmeri pač želi v moškem, torej potem nek specifičen, delen pogled, nek ideal, torej neka delnost spet. Če si delen, izhajaš iz delnosti, vidiš delnost, prepoznavaš delnost. To je to, ne moreš drugače. In na drugi strani imaš moške, ki so spet disociativni, moški so disociativni, ali imaš une premehke tipe, ki so skoraj že ko ženska, in ali imaš pa une tipe, ki so totalno hladni in odrezani od človečnosti in prikazujejo spet neko, lahko rečemo, oziroma neko dominatorsko obliko moškega. Naprimer, na eni strani imaš ljudi, ki prikazujejo moškega kot nekega duhovnika,
nekega softiča, duhovnika, in na drugi strani imaš ljudi, ki predstavljajo tipa kot nekega vojaka konstantnega, ki mora čez vse iti s silo. Ne? In v resnici oboje je delnost in skupaj celota. Skupaj je celota, ampak kot posamezno je delnost. In pol kot sem omenil, ne, če pogledaš vse, kar se v tem svetu gradi, če pogledaš, se gradi zaradi žensk. Ne? To ne mislim kot obsojanje žensk ali karkoli, ampak pač moški ne rabi toliko komforta, kot ga rabi ženska. In v resnici vse, kar se dela, vse, kar se gradi, že še James Brown je pel, ne, v komadu It's a Man's World, ampak v resnici pač se gradi vse zato, da bi ženskam bilo fajn. Ampak kaj je problem? In sej, če pogledaš po eni strani, po eni strani je ful pametno in smiselno, če pogledaš, da poslušaš žensko, kaj si pač želi od tipa, ne? Najboljše, da greš k nasprotnemu spolu, da ti pove, kaj si želi od tebe. In je pač zadeva rešena. Ampak problem je v tem, da pač ženske so same tudi v disociaciji, disociativne. In pol pač zahtevajo disociativne standarde, disociativnega tipa, ne? In to spet ni rešitev. Torej, to ni rešitev, razen če bi ženska bila cela, ne? Če bi bila razsvetljena, potem greš lahko k njej, ampak potem greš lahko tudi k tipu, če je cel in razsvetljen, ti bo isto povedal. Ne? Pač, torej zaradi tega, ker je toliko disociacije v svetu, se ne moreš zanesti na nikogar in edino, kar se lahko zaneseš, je, da se zaneseš na živeče cele ljudi in če jim ne verjameš, potem vsaj stestiraj to njihovo teorijo na način, da se zares spoznaš skozi izkustvo in ne skozi ideologije, skozi prizemljeno realnost, skozi telo in ne samo v abstraktnem svetu, ko je strahopetec, ampak skozi telo, da zares postaneš celostnejši ali cel, kjer lahko končno vidiš, če je ta človek, naprimer jaz ti govorim bučke ali ti prodajam nekaj pametnega. Preden karkoli ovržeš, ne? Ker dostikrat se naprimer pogovarjam z ljudmi in ljudje imajo to navado, da kar ovržejo, kar si povedal in hočejo sforsirati svojo idejo, mogoče bojo celo rekli, vsak tele ima svoje veselje, naprimer vsak vidi to, kar hoče videti, vsak ima svoj prav, ampak to ni res. Če bi to bilo res, potem bi vsak človek preko svojega prava mogel priti do svoje harmonije, ampak ljudje ne pridejo do svoje harmonije. Ljudje imajo svoj prav, ampak znotraj tega svojega prava živijo v disharmoniji. In torej hočem samo pokazati, da v resnici nima vsak svoj prav, obstaja samo en prav, zato se reče resnica in neresnice. To ni moja resnica, ampak to je the truth, resnica. Ampak dokler jo pač vsaj delno ne boš živel, jo ne boš izven sebe znal prepoznati. Tako da jaz tebe ne morem nič zahtevati, niti ni moja želja, da bi te prisilil karkoli, ker to ne prije nikamor. Ampak če si zares raziskovalec življenja, boš potem pač, kar slišiš od sveta, stestiral v svoji izkušnji in tisto, kar bo permanentno ostalo, pomeni, da je resnično, da je resnica, da zares deluje in pije vodo, tako kot nekateri rečejo. Kaj pomeni biti moški? Kaj pomeni biti moški dan danes? Jaz iskreno, moj pogled je tak, jaz iskreno ne vidim moškega in ženske, ampak kar meni definira kvaliteto človeka, je karakter človeka. Ne? Torej v resnici ta video ni namenjen samo tipom, ampak tudi ženskam, ker so standardi čisto isti za žensko. Čisto isti. Ker v resnici se ne gre za moškega in žensko. V tem svetu, naprimer, ni problem biti pravi in popoln moški ali pa prava in popolna ženska. V tem svetu je problem nezrel človek. Nezrel, slep, disharmoničen človek.
To je problem, ne? Torej, kaj je fora šole, kaj je fora namen teh videov, kaj je fora evolucije. Vsega tega je pač, da mi dosežemo stanje zrelosti, ki se pač potem to izraža na vseh nivojih našega življenja, zato da imamo rešene probleme, ne? To je to vse, kar je fora. Ni fora, da mi zdaj iz glave postavimo, kako bi se mogel moški ali pa ženska obnašati. Fora je, da mi rešimo probleme. In problem ni moški ali pa ženska, ampak problem je nezrel človek. Torej, jaz potem izhajam iz tega, da cilj je, da pač vsak moški, čeprav je ta cel video namenjen tudi za ženske v resnici, bom pač omenjal danes moškega. V glavnem, kaj je cilj? Kaj je cilj? Cilj je, da moški odraste. To je edini cilj. Kako brez veze postavljati iz nekih disociativnih stanj, iz disociativnega energetskega stanja, kjer imajo ljudje torej disociativne poglede na svet, delne poglede na svet, in skušati postaviti idejo o tem, kako bi izgledal popoln cel moški. In kaj je problem pol tega? Ne? Veste, kaj je efekt tega? Efekt tega je potem, da imaš moške, ki bi radi zadovoljili ta standard, ki iščejo pot do svoje celosti, ampak ker jih noben ne vodi skozi izkustvo, ampak jih večinoma ljudje obsojajo, kakšni naj bi bili. In ker bi oni želeli biti dobri in celi in super, potem pač sledijo nekim pravilom nekaterih ljudi, kot sem rekel, disociativnih, to je večina sveta, nekim pravilom, nekim prepričanjem, kako naj bi moški izgledal, in potem je moški konstantno navzkriž s tem, k čemur ga vodi življenje v njem in prepričanjem, ki bazirajo na idejah drugih ljudi. In pol je človek cel cajt tako skozi glavo se sili biti popoln, perfekten, cel, pravi moški, v resnici ga pa Bog, kreator vsega, taki nam je dal life, skozi naš notranji life, skozi naš občutek življenja, živosti, to, kar je živo vsak trenutek, vodi drugače. Ne, tebe, na primer, življenje, taki ti je dal life, ta ti ga bo vzel, to je Bog, in ti ga daje vsak trenutek. Ne boš šel prej iz tega sveta, kot ti je namenjeno, takrat boš šel, kot ti je namenjeno. In torej Bog obstaja, že samo naše življenje je dokaz obstoj Boga. To, da si ti tukaj zdaj živ, to je dokaz Boga, nas niso starši naredili. Ne reči zdaj človeku naj naredi otroka, mi ne znamo otroka narediti, Bog ga naredi, samo pač uporabi maternico, spermi in jajčice, in to je to. Ampak mi ga ne kreiramo, notri to se dobesedno čudež zgodi. Poleg tega, če bi človek naredil otroka, potem bi človek res mogel biti nepopisan list papirja, ko se rodi, pa ni, ima svojega duha, ne, ima svojega duha. Mi ne znamo duha ustvariti. Kdo naseli duha v telo tvojega otroka, naprimer, če imaš otroka, ne? Mi ne. Če že rečeš, da mi naredimo kao telo otroka, kdo pa duh naseli notri? Ker otrok ni nepopisan list papirja. Prihaja s svojimi spomini, prihaja s svojo inteligenco, je drugačen od staršev. Ne? To hočem povedati. In torej pač mi ne kreiramo ljudi, bogih. In sem hotel pač povedati, da pač dokaz Boga obstaja, če si dovolj odprt, da to vidiš. Že samo naše življenje je dokaz Boga, obstoj Boga. In pač hočem povedati, da če nas Bog, dokler si živ tukaj v tem telesu, nam Bog daje življenje in skozi naš notranji občutek živosti nas vodi skozi življenje. To je naš kompas, naša intuicija, občutek živosti nas usmerja v sprejemanje odločitev in udejstvovanje v življenju. To že pomeni živeti srca, to pomeni slediti Bogu, to pomeni živeti to, kar življenje želi, po intuiciji. Ne? In samo če tako živiš, boš živel celo svojo življenjsko silo, ker jo konstantno sprejemaš in udejstvuješ in se odločaš po njej. In na ta način boš, ker si predan življenjski sili v sebi, ker te vodi preko oziroma
preko nje te vodi Bog in ker si pač živiš na ta način, ki je način življenja, kjer živiš ultimativno metodo, ki se kliče življenje in ne živiš nobene neke človeške limitirane metode, ki te nikamor ne pripelje, ampak na način, da živiš na ta način, se ti očistiš tudi tiste življenjske sile, ker si konstantno predan, ki je v represiji, pod strahom in torej v disociaciji od nje, ne? Torej ti si v disociaciji od življenjske sile, ki je v represiji zaradi strahu, zaradi travme, ki si jo kot otrok izkusil. In to je to. In samo če si konstantno predan, se bo na neki točki cela izživela in tudi tista potlačena. In to je permanentni, trajnostni, edini način, ki deluje, ker sem probal vse, kar ta svet ponuja, edini način, zelo je smiselen, edini način, ki trajnostno, permanentno prinaša moč, harmonijo na vseh nivojih življenja. In torej preko sledenja Bogu dobesedno, to niso neke prazne, religiozne, verske besede, to je najbolj prizemljena stvar ever. Verjeti v Boga ni nekaj, kar je samo za nekatere ljudi, zato ker vsak ima življenje. Že samo to, da imaš življenje, potrjuješ obstoj Boga. Ne, torej, v bistvu verjeti v Boga je najbolj prizemljena stvar ever, če ni samo kot vera v idejo v njega, ampak dobesedno živeča izkušnja s tem, da slediš življenju v sebi, v udejstvovanje tega, kar si življenje v tebi želi. To je to, ne? To je najbolj prizemljena stvar, zavedanje Boga in izkustvo Boga. Ne samo slepa vera v Boga, ampak izkustvo. Torej, da živiš na vseh nivojih z Bogom. Ne samo v veri v idejo. In pač na ta način, to je edini holističen, celosten način, kako pač človek postane zrel. Da neha biti ranjen otrok v odraslem telesu, ampak končno se zaceli in zaradi tega neha glumiti vse tiste zavedno in nezavedno defenzivne mehanizme, zaradi katerih zgleda kao resen, odrasel, depresiven človek. Končno s tem postane spet nedolžen kot otrok, čist kot otrok, ampak zdaj kot odrasel, ker se je soočil s travmami, s strahom, postane modr in ne več naiven, kot je bil. Ne? To je cilj življenja, da se ti očistiš strahu, kjer postaneš spet nedolžen kot otrok, čist kot otrok in tokrat modr. Ne? Ti lahko postaneš modr v življenju, naprimer, kar eni ljudje rečejo, joj, čez kaj sem vse šel, čez kakšne travme sem vse šel in si mislijo, da je zdaj, da zaradi tega, da so močni in zajebani, ne? Ampak ti v resnici nisi. What doesn't kill you makes you stronger, ne? To vsi govorijo, ma to ni res. What doesn't kill you makes you stronger only once you process the pain. Šele ko se ti soočiš z vsemi ranami, se ti naučiš od njih, si dokažeš moč in odpornost. Šele takrat, ko se ti soočiš z njimi, se ti naučiš in postaneš modr. Ti se moraš soočiti z vsem sranjem svojega življenja, da ga lahko pustiš za sabo in odrasteš. Samo to, da vsi smo šli mi čez sranje, to nič ne pomeni. Ti se moraš soočiti z vsem tem sranjem, in samo na ta način postaneš moder in zrel človek. Šele ko ga zares v izkustvu pustiš za sabo in pustiš ga za sabo šele takrat, kadar si ga ponovno na energetskem nivoju dovoliš doživeti. Ne gre se za kontekst, ne gre se za spomine, ne gre se za slike in videe in domišljijo. Gre se samo za to, da ti na energetskem, torej na čustvenem in energetskem nivoju izkusiš in živiš vse tisto čustvenega in energetskega, kar si nikoli nisi dovolil, zato ker te je bilo strah to izraziti in živeti, ker si potem bil zavrnjen v teh delih in ker si kot otrok mogel preživeti in ostati navezan na starše, na skrbnike, si pač te dele
potlačil, zato ker je preživetje bolj pomembno, kot to, da si pristen. Zdaj si pa pač odrasel človek, lahko sam preživiš in ta vtis iz otroštva, tega strahu pred preživetjem je še zmeraj tu prisoten, si zaveden tega ali ne, nema veze, tukaj deluje čez tebe, dokler se ne soočiš z vsemi temi deli, katerih ne živiš. In torej se ne gre za zgodbo in kontekst in pogovarjanje. Na tem nivoju ne moreš nič razčistiti. Mentalni nivo je samo zrcalo energetskega nivoja, celostnega, ne? Ti lahko na mentalnem, na vedenskem in fizičnem nivoju samo razbereš nekatere stvari, ki človeka omejujejo, ampak na tem nivoju ti ne moreš nič razrešiti. To je samo zrcalo. Kar je treba razrešiti, pač celostni energetski nivo in naš primaren način komuniciranja v tem svetu ni bil mentalni, ampak je bil čustven, energetski, torej telesno, vedenski način komuniciranja, ne? Torej neverbalni v večini. Jaz ne zanemarjam verbalnega, ampak sam pravim, da ni primaren in ni pomemben zares. Verbalni se bo potem samo od sebe zgodil in razrešil, ko se boš ti soočil z neverbalnim, torej telesnim, čustvenim, energetskim. To je naš primarni nivo komuniciranja, to je naš edini nivo komuniciranja, ko smo otroci, dojenčki, takrat se je mehanizem ekspresije zgodil in če tega razrešimo, ne skozi metode, ki si jih je človek zmislil psihologi in terapeuti, ker ne delujejo, te ljudje se celo življenje zdravijo. Samo na način, da ti slediš življenju v sebi, torej življenjski energiji v sebi, ne idejam, ki izhajajo iz nekega disociativnega energetskega stanja, kaj ti misliš, da bi moglo biti v lifeu, ampak svoji pristni življenjski energiji, torej tistemu najbolj živemu v sebi, če temu slediš, boš pač sledil svoji najboljši verziji, ki te bo konstantno peljala čez strahove, ki jih imaš pred to svojo celo najboljšo verzijo. Avtomatsko, ne? Če slediš najboljši verziji v sebi na energetskem, izkustvenem nivoju, nekaj si ti misliš, da bi bila najboljša verzija tebe ali pa cela verzija tebe, kako zgleda. Dobesedno energiji življenjski, torej sili, ki te premakne, ki te zbudi iz postelje. Tej sili, če ji slediš, je to pač najmočnejše, kar je v tebi in zaradi tega, ker je najmočnejše, kar se želi prebuditi in je zavirano s strani strahu in če temu slediš, se boš pač avtomatsko s strahom soočil, ne? Je ultimativna metoda, ki je že vse poskrbljeno in integrirano. Ne rabiš nobene človeške metode, ki vse fake, nič ne deluje. Vsi te ljudje, psihologi, terapeuti, to se celo življenje se zdravijo in še zmeri so ene ranjene srne. Res. Edina metoda, ki deluje življenje samo, ne be in the flow with life, to je to, nič drugega ne deluje. Ne moreš mi reči, da je life in potem še ena metoda zraven, da boš ti kao sprocesiral life. Life zahteva life, tako je zastavljeno, mi nismo tega izmislili, Bog si je izmislil. In je treba tako živeti, že je metoda life, ne? In torej, samo da ti pač slediš tej živi energiji v sebi, temu, kar je najbolj žive energije v tebi, samo da ti temu slediš, se boš pač očistil strahu pred izrazom, česarkoli življenje od tebe zahteva, da se izrazi. In ker boš temu sledil, se boš pač očistil strahu. In ko se boš očistil strahu pred tem, da si cel spektr življenja, cel izraz spektra, ki ga premore človečnost, ko boš ti izrazil to, ker boš sledil temu, boš pač ratal cel pristan, avtentičen človek. In to je cilj lifea. Tako odrasteš, ne? Tako od nezrelega otroka, od nezrelega človeka, delnega človeka, postaneš cel človek. To je pot. To je edina pot, to je edina stvar, ki deluje v lifeu.
Jaz sem probal vse te stvari, ki ponuja sistem in svet, in je vse delno. Ne more disociativen človek ponuditi poti do celosti. In v tem svetu so sami disociativni ljudje. Najti celega človeka je strašna redkost. Res, zato pa nič ne deluje, saj vidite. In torej, če se vrnem na vprašanje, kaj pomeni biti moški, ne? Biti moški pomeni biti, mi ne bomo moškega postavili iz glave, kako naj izgleda, sploh ne iz glav disociativnih ljudi. Moški mora samega sebe spoznati, človek, oseba, ženska mora samega sebe spoznati, se živeti v celoti, samo če se živi v celoti skozi izkustvo. Da je zvest najbolj živemu v sebi, samo če se živi na tak način, se lahko spozna, kako se lahko zaveš, če nimaš izkustvo sebe. Svoje celostnosti, vsega, kar premore tvoja individualna izkušnja. Če temu ne slediš, kako se boš spoznal? Nemogoče. Če se ne spoznaš, se ne moreš očistiti strahu, ki se ga delno zavedaš, v večini pa sploh ne. In samo če se očistiš, se lahko spoznaš, se zaveš, kdo si in kaj pomeni biti moški. Končno, po standardih Boga, ne? Po standardih življenja, ne po standardih disociativnih ljudi, ki skušajo iz glave postaviti, kako naj moški izgleda in zmeri predstavljajo neke ekstreme in disociativno sliko, delno sliko. Ampak po standardih Boga, samo če boš sledil življenju v sebi, bomo po standardih Boga, po standardih naravnosti, vesolja, narave, življenja, končno spoznali, kako izgleda naravni moški, kako izgleda cel moški, kako izgleda pravi moški. In pravi moški ni nič drugega kot zrel človek, cel človek, odgovoren človek, ki se prepozna kot svet. Šele ko se soočiš z vso bolečino, z vso preteklostjo, na energetskem nivoju, ne v spominu in zgodbah in kontekstih in besedah, zgodbicah, ampak na energetskem nivoju, tam, kjer je v resnici lahko odpraviš in tam, kjer se je travma prvotno zgodila, izvorno zgodila, samo če to narediš, pač se lahko spoznaš, postaneš naraven in cel. Si tak, kakršnega si je pač vesolje, Bog zamislilo, da si. Skozi izkustvo, ne? Skozi torej končno vsega, kar premore tvoja individualna izkušnja, ne samo skozi mentalni, disociativni svet, ampak skozi celostnost. In na vseh nivojih življenjske izkušnje, ne? Torej v izkustvu, skozi telo, na čustvenem nivoju in koncu tudi na mentalnem nivoju. Torej dobesedno po božjih standardih, takšnega, kakršnega si te kreator, tisti, ki te je naredil v celoti, ne samo tvoje telo, oziroma samo tvojega duha, ampak tudi tvoje telo. Torej, takšnega, kot si je te on na vseh nivojih zamislil. To je to. In to je edina pot, ni več poti, zato se pa reče resnica, the truth. Ne? Življenje je resnica, Bog je resnica. Ampak dosti ljudi to vzame samo kot neko religijo, kot neko versko neko prepričanje in tega ne udejstvujejo, ne udejanjijo. Za njih ostane to samo ena filozofija, zato se jaz nimam za filozofa, ker jaz ne filozofiram. Jaz samo mentalni svet uporabljam, da razložim energetski svet, kjer je izvor vseh problemov in rešitev vseh problemov. In to je naša življenjska sila, ki nas poganja skozi ekspresijo na vseh nivojih življenja.
kaj si boš mislil, kaj boš doživljal, kako boš čutil in kako se boš obnašal. In samo če slediš temu občutku, zato ker si ga v preteklosti mogel ignorirati, da si preživel, ker je nek življenjski izraz tebe bil trigger tvojim skrbnikom, tvojim staršem, si ga mogel zavračati in začeti ignorirati. Samo če začneš temu slediti, se boš pač spoznal, končno rad spet cel in po poti te čaka ta strah, ki si ga prejel v otroštvu. In to je to. To je to in na tak način pač rataš cel človek, cel spektr človečnosti. Še zmeri z nekim svojim lastnoročnim podpisom, zato pa se reče avtentično. V resnici smo kot ljudje ful bolj preprosta bitja, ful manj raznolikosti je med nami, ampak še zmeri pa ostane. Lahko rečemo, da človek postane nekako, ko je cel, nek shapeshifter, dobesedno si lahko cel izraz. Torej vseh ljudi, vseh moških. Premoreš največjo nežnost in premoreš največjo agresijo in grobost. To, kar pač obstaja na človeškem spektru. Ne pripadaš samo eni ideji o tem, kako naj bi moški izgledal, ampak premoreš cel moški spektr. Oziroma premoreš cel spektr nasploh. Na eni strani moški, na drugi strani ženska. Pač človek, ki živi moški princip in ženski princip. Vemo vsi, kako izgleda ženski princip. Bolj nežen človek sočustvuje, in pa na drugi strani imaš bolj moški princip, ki je naprimer nek bolj delaven, fokusiran človek, ki je sposoben se bojevati, naprimer. To je pač spektr, ki ga premore itak vsak človek, tudi ženska. Ampak hočem povedati, torej, ko postanemo celi, smo si potem moški in ženska komplementarni, se dopolnjujemo, smo skladni, ker potem smo moški in ženska celi, oboji premoremo vse, ampak mi moški imamo svoje adute in ženske imajo svoje adute. In torej skupaj smo dobesedno dopolnjeni. Potem jaz verjamem, ko eni rečejo, da smo mi bili narejeni v parih. Ne v smislu, da smo odvisni eno drugega iz neke manjke, ampak da smo si popolnoma skladni in dopolnjujoči deli drug drugega. Da smo skupaj zares šele močni. To je na vseh nivojih. Torej, če si notraj združen, si zares močen kot posameznik. Potem kot posameznik, avtentičen cel moški, ne premoreš nekaterih stvari, ki jih premore močna ženska, in ona ne premore nekaterih stvari, ki jih premore močen moški, in smo torej spet popolnoma združljivi. In je torej potem ta združljivost neka nova oblika moči. In potem se zavedamo tudi, da samo če se v svetu vsi združimo, smo zares močni. Jaz mislim, da to vsakemu že kapljalo v glavo. Ali igraš v bendu, ali si igral košarko, karkoli si delal v življenju, bilo kateri šport, ki je neka timska stvar, pač veš, vojska, nema veze kje, veš, da sam ne moreš nič narediti. Samo če se združimo, smo močnejši. Ne moreš več tega zanikati. Samo če se združimo, smo močnejši. Ampak če se hočemo res, da to združenje doseže svoj potencial, se moramo združevati iz stanja moči, iz celosti in ne iz šibkosti. Ker ti se lahko, naprimer, združiš iz šibkosti, naprimer, z ljudmi, kar je zdaj standard v svetu. Da se ljudje družijo zato, ker nekaj rabijo, zato, ker sami ne morejo biti, ker imajo neko manjko, so potem z nekom, ker z drugim človekom kompenzirajo nekaj, česar nimajo. In potem tako pridejo do moči preko drugih ljudi, ampak to je izčrpujoče. To so izčrpujoči odnosi.
In pač takšna skupnost ni močna, takšna skupnost se non-stop ruši, takšna skupnost ne obstane. To je takšna skupnost, ki je nastala na podlagi jemanja in ne dajanja. Samo se ne moreš dajati, če si šibek, ne. Torej res je individualna pot do svoje zrelosti je najpomembnejša stvar, ki jo lahko narediš v tem svetu. Nič drugega ni tako pomembno kot to. Nobena ideja o denarju, o materialnosti življenja, o ženskah, moških partnerstvih, zakonih, poroki, hiši, ne vem kaj vse. Jaz vem, ja, treba imeti preživeti porihtano. To je res glavna stvar, ne, preko tega ne moreš iti. Ampak vsak tisti cajt, ki ga imaš na voljo, je treba usmeriti v lastno individualno moč. Če ne moreš sebi natočiti, kako boš drugemu natočil? Nemogoče je, ne moreš iz praznega vrča tankati. In torej, preden greš v odnos, je ful zrelo, znak zrelosti, da si nekaj cajta sam, zato da priješ do lastne moči, zato da ko greš v naslednji odnos, da lahko daješ in ne jemlješ. Zato da si ti torej res poln energije in da si v odnosu, kjer si potem drug drugemu prilivate, ne pa jemljete. Ne. Samo to je potem nekaj trajajočega, celostnega grajenja, neke zlate zapuščine, kjer ti dobesedno potem do smrti celoživljenjsko akumuliraš bogatstvo na vseh nivojih življenja. Zdravje, finance, material, karkoli. Mir, vse. Ne? Zato je to najpomembnejša stvar. Jaz vem, to se bo čulo arogantno, ampak moja šola je najpomembnejša stvar ever. Ne samo moja šola, ampak vsi, ki prodajo isto stvar. Ampak ful je malo ljudi, ki govorijo zares v resnici, vidijo celo sliko in prepoznavajo pomembnost v tem svetu. Ogromno je sranja in dezinformacij. Prodajanja magle je ogromno. Ne rabiš delati z mano. Delati z mano je samo ekspres pot. Dovolj so že te videi, da se jim posvečaš. In jih pogledaš večkrat, če je treba. Bojo zmeri zastojni. Lahko pa delaš tudi z mano. Naprimer, ne, dostikrat jaz se strinjam, da moški mora biti sposoben biti živeti ženske lastnosti, kar pomeni povezovanja z ljudmi in nežnosti. In istočasno, da mora biti sposoben teh nekih vojaških preživetvenih lastnosti, torej moških lastnosti. Ne? Jaz se strinjam popolnoma. Čisto vse te perspektive so pomembne in predstavljajo celoto. Ampak dokler jih boš skušal živeti iz glave, boš cel cajt v borbi z notranjim vodenjem Boga, življenjske sile, boš cel cajt v borbi, zato ker takrat, ko bi mogel nekaj izraziti, kar želi tvoja življenjska sila, tvoja energija zares pristna, tisti trenutek boš izražal nekaj drugega in takrat, ko imaš za izraziti tisto, kar je takrat življenjska sila zahtevala, boš izrazil nekaj drugega spet. Ne? In hočem povedati, ker boš non-stop, jaz vidim to v svetu, ko ljudje želijo živeti iz glave, pravilno. In potem so konstantno navzkriž, torej življenje zahteva nekaj od njih, oni kažejo nekaj drugega. Potem zahteva to od njih in oni kažejo nekaj tretjega. In pač na ta način si non-stop konstantno v borbi sam s sabo in nimaš miru. In pol na zunaj izgleda, kot da kažeš vse te lastnosti celega človeka, ampak niso v skladu, kot tisti trenutek situacija zahteva od tebe. In torej živiš iz glave na mesto skozi to, kar si tvoje življenje, to, kar Bog, to, kar življenjska sila, tvoja intuicija, je pristna energija, ki je tisti trenutek prisotna, res zahteva od tebe. In pač na tak način imamo šibke ljudi, ki nimajo nobene razsodnosti, ki živijo po nekih pravilih, po nekih sistemih iz glave in so v resnici šibki. V resnici šibki in izgubljeni. In pač človek, ki je šibek, ki se ne zanaša na lastno vodenje,
ki diktira, ki nam daje life, ampak se zanaša na neke ideje, ki prihajajo iz njegovega disociativnega stanja oziroma iz disociativnih stanj drugih ljudi. Tak človek, ki se ne zna, ki se ni naučil, ki ne stoji trdno v lastnem vodenju njegove življenjske sile, tak človek ga lahko zmeraj je šibek in ga lahko zmeraj zavedeš in je lahko podleže korupciji. To ni integriteta, ne, to je tista mentalna integriteta, ki smo jo do zdaj bili navajeni zmeri v svetu. Delam to, kar govorim, kao, ne, a vidimo cel cajt, da ljudje so potem podležejo korupciji, naprimer, ne, ali pa pač vidiš, da je zajebal neki. Da ni bilo tako, kot je rekel, naprimer. Taka integriteta se ruši, zato ker ne izhaja iz energije, ampak izhaja iz mentalnega sveta. Človek se sili biti pravilen, ampak je cel cajt na vzkriž in v neki točki nas življenje zmeri premaga. Še vsak človek, ki živi v represiji, ti življenje pokaže, da je zmeraj Bog močnejši od človeka. Mi si trudimo živeti na enak način in pol nam Bog zmeraj pokaže, da je močnejši od nas. Vsak človek, ki že živel in živi v represiji samega sebe in tlači neke dele sebe, vidi, kako na nekih drugih nivojih življenje buta ven. Naprimer, če celo življenje tlačiš jezo, boš na neki točki izbruhnil. Ali pa če celo življenje tlačiš naprimer nek svoj del sebe, kjer bi ti preprosto rad se sproščal in čiliral in zaradi tega, ker te je strah tega vedenja in potem cel cajt moraš dokazovati, kako si produktiven in prideš do izgorelosti. Pač življenje nam cel cajt kaže, da je močneje od nas, ne moremo iti z glavo skozi življenje. Zato sem prej rekel na začetku, torej ne gre se samo za čustvena izražanja, gre se za kakršnakoli izražanja. Torej vse, kar prihaja iz energije, ne, vse, kar te tvoje življenje vodi in usmerja. Torej obnašanje, čustveno izražanje in čisto na koncu najmanjša stvar je mentalni svet. Torej, če si ti sposoben na vedenskem nivoju, ki je realno ta, ki je dokaz transformacije tvoje notranje energije v zunanji svet, je skozi vedenski svet. Ne, tlenot je že zajeto telo, čustva in konec koncu tudi mentalni svet. Ker to, kar pač misliš, potem tudi delaš, ne. Torej, če si skozi vedenski svet, si sposoben cel spektr človeškega izražanja, kot ga tisti trenutek zahteva življenje od tebe. Če si tega sposoben na spontanem nivoju, potem si cel, potem imaš mir, potem je tle v glavi mir, doživiš tudi to nenavezanost, odvezanost, disidentificiranje od svojega mentalnega uma, od svojih misli, od svoje preteklosti, od idej o tem, kakšen bi mogel biti in kdo si. Zato sem prej omenil shapeshifter. Enkrat si tak, enkrat si pol tak, ker si svoboden, si limitless, ne, dobesedno. In torej to je moški, ne? To je človek, torej moški, biti pravi moški, pomeni biti cel človek, pomeni biti zrel človek, pomeni biti cel karakter človeka, pomeni biti duh, zares utelešen na celem spektru človeškega izražanja. Torej šele tak človek, ko to premoreš iz spontanosti, ne zato, ker se siliš iz glave, ampak iz spontanosti, ker tisti trenutek življenja od tebe to zahteva, torej da si res in flow with life, samo če si tak. In to je edina pot do tam, ne življenje samo. Ne moreš to posebej pri terapeutu ali pa z nekimi metodami zvaditi. Ne moreš. Lahko se pripravljaš, ampak potem life zahteva life. In pač dokler imaš v svojem lifeu nekih 1000 metod duhovnih in terapevtskih in ne vem kaj, še zmeraj nisi pokontal lifea. In v glavnem pač, dokler tega nisi sposoben, celega spektra človeškega vedenja, človečnosti, torej izražanja celega spektra človečnosti na spontanem nivoju, ti sebe ne poznaš, si šibek. Se nisi še naučil zanašati na lastno vedenje, na lastno intuicijo, na lastno moč. In kakšni so takšni ljudje?
ki so šibki, nezreli, slepi in naivni. Takega človeka lahko pelješ okoli riti v žep. Ga lahko zavajaš, ga lahko ločuješ od drugih soljudi. Naprimer, dosti ljudi skuša prikazati, da je nekako ideja moškega, da je vojak, da se bori. In jaz se strinjam, to je del moškega izraza, konec koncev tudi ženskega. Če grejo moški kurat, se bojo mogle ženske boriti. Saj so vse v zgodovini. Kot pravim, gre se za človeka, ne gre se za moškega in žensko. Ampak kar hočem povedati je, da torej cela fora life je, da moraš biti sposoben nežnosti, povezovanja in borbe. Ampak jaz potem zmeri rečem, kako se ti lahko boriš v življenju. Naprimer, jaz sem bil 5 let zaposlen v vojski in 2 leti zaposlen v avtošoli. In jaz sem si zmeri mislil, to sem tudi slišal v vojski in se strinjam popolnoma, 100%. In pol sem tudi sam skozi vojsko in ker sem tudi sam tak pozoren človek in pol še v avtošoli dojel, da največja varnost, ki si jo lahko v življenju zagotoviš, je tvoj pogled. Zdaj gremo čisto na fizični nivo. Naprimer, v vojski bojo rekli, da pač kaj ti pomaga biti, da imaš, naprimer, imamo varovanje postavljeno. In kaj ti pomaga, torej vse cevi so obrnjene, mi postavimo naprimer bazo in vse okoli nas so cevi obrnjene navzven. Torej puške obrnjene navzven, ki varujejo našo bazo. Tako se postavi varovanje 360. In potem ti bojo rekli, naprimer, kaj ti pomaga, da imaš cev obrnjeno navzven, kao varuješ, če ti ne gledaš tam. Gremo reči, ti imaš obrnjeno cev, tam kao varuješ, nasprotnik prihaja, ampak ti ga ne gledaš. Ona puška tam obrnjena ti nič ne pomaga. In hočem samo dokazati, da pač pogled je tisti, ki ti omogoči varovanje. Samo če imaš ti pogled obrnjen proti sovražniku, ga boš videl, ga boš prepoznal in takrat bo orožje in vse sposobnost vojskovanja imelo smisel, če ne nima smisla. Torej, videti jasno sovražnika je tisto, kar ti omogoči preživetje. Je tako? To ne more noben zanikati. In isto je naprimer na cesti. Ti imaš lahko avto brez bremz, samo gas do konca, brez bremz, če ti imaš zavedanje, da ti vidiš dovolj daleč, da držiš varnostno razdaljo, da ti vidiš, kaj se dogaja, ti lahko že ful prej, zato ker tako dobro opazuješ situacijo in vozila, lahko že toliko prej z menjalnikom začneš bremzati, sploh bremz ne rabiš in boš zaradi te svoje vidnosti, vidljivosti, spremljanja prometa, zavedanja tega, kaj se zares dogaja, jasnosti situacije, boš ti lahko z menjalnikom začel bremzati in boš preživel. Nekdo pa ima lahko, naprimer, najjače bremze na svetu in ker ne bo gledal na cesto, se bo zaletel. Štekaš? Torej, res to videnje je tisto, kar ti omogoči preživetje v lifeu. In nič drugega, na vseh nivojih življenja. In zdaj, če se vrnemo nazaj na duhovni nivo, energetski nivo, ki je baza, izvor vsega, sem hotel samo povedati, kaj nam pomaga forsirati, da moški mora biti kao zaščitnik in borbenik in puška in mišice in fighter in ne vem kaj, če v resnici ne prepoznava, kdo je njegov sovražnik. Kaj nam pomaga to? Kaj ti pomaga vse sposobnosti vojskovanja? Kaj ti pomagajo vse sposobnosti agresije in bojevanja? Te neke ideje pravega mačo muškarca? Kaj ti pomagajo? Kaj ti pomagajo? Če ti ne prepoznaš v svetu, kdo je zares tvoj sovražnik? Pol, če pogledaš, če ti nimaš te sposobnosti videnja, prepoznavanja, boš ti vse te iste stvari uporabil destruktivno. Boš v bistvu se napadel in se ščitil pred nekom, ki sploh tvoj sovražnik in ni in mogoče je tvoja pomoč. To hočem povedati, to je problem. Ker mi živimo vsi v poplavi dezinformacij, v vojni dezinformacij. To je edina vojna, ki obstaja, je duhovna vojna. In pol, kot pravim, duh in energija je izvor vsega in vse ostalo je samo zrcalo tega.
In torej, če ti ne prepoznavaš namenov ljudi, če ti ne vidiš smislu perspektive nekega drugega človeka, zato ker sam živiš v disociaciji in ne vidiš cele slike, ker nisi cel, s čemer bi ti lahko razumel tudi perspektivo drugega človeka in bi se lahko na ta način nudil povezovanje in mogoče videl, da v bistvu ta človek prinaša nekaj ful pametnega, zaradi tega, ker izhajaš iz svoje disociativnosti in sistem vezan na neko disociativno idejo o svetu, se potem pač borita dva z nasprotnimi idejami. In torej sploh ne vidiš, da mogoče v resnici je ta človek tvoja familija. Ampak ker oba dva živita v strahu, se bojujeta. Torej, kaj ti potem pomagajo vse te tiste iz mentalnega sveta postavljeni standardi, da moški mora biti vojak, če te sposobnosti v resnici potem prinesajo samo destruktivnost. In to se zdaj dogaja v svetu, samo zaradi tega so vojne, zaradi slepote ljudi. Zato pravim, ne, ta šola, govor o tem, to je najpomembnejša stvar na svetu, to je zlato in zastonj jo dobivate ta trenutek. In ljudje še zmeri ne prepoznajo pomembnosti tega, ker je slepota tako globoka. In drugi ljudje se bojo mogoče branili, da oni tudi delajo pametne stvari, da ni da prodajajo meglo, ampak če ne govoriš o tem, da pomagaš razčistiti to meglo, ponujaš meglo. I'm very sorry. Tako je. Če ne pomagaš razčistiti meglo, ampak ponujaš neke metode, ki izgledajo ful hude in prinašajo nekaj malo izboljšanja, ti še zmeri prinašaš meglo, ker mi moramo priti do konca končno. Zdaj je cajt, da pridemo do konca. Mi smo na točki, kjer pridemo do konca, končno gremo v evolucijo ali pa poniknemo in smo za zmeraj pozabljeni. Ni več cajta za pol resnice, ki so v resnici laži. Hočeš to sprejeti ali ne? Torej, če ti na duhovnem nivoju, na energetskem nivoju, ki itak diktira vse v našem življenju, ti nisi cel, ti ne boš videl cele slike. In če ne boš cel, ne boš ratal zrel. In če ne boš zrel, ne boš zares ratal popolnoma inteligenten, to, kar je tvoja pravica in dolžnost, da si, ker je ta potencial v vsakem človeku. Če tega ne boš živel, potem pač ne boš mogel tega nuditi svetu. In če tega ne nudiš svetu svoje moči, potem nudiš svojo destruktivnost. Tudi če zgleda ful lepa za dosti ljudi. Ne? Naprimer, imamo dosti ljudi v družbi, ki imajo mogoče še podporo od tisočeh ljudi in vsi skupaj mislijo, da delajo dobro. Pa v resnici živijo v iluziji. Ne? In to najdeš povsod, v vseh kultih, religijah in spiritualnih in konvencionalnih, nekonvencionalnih, sistemskih filozofijah, trendih in vsemu, povsod najdeš to. In sem že povedal, da represija življenjske sile ne da samo vse to prinaša, ampak je istočasno potlačena hrana za demonski svet, ki te potem skozi tvojo nezavednost in že celo življenjsko identificiranost s temi negativnimi entitetami, demoni, misliš, da si to ti, deluje skozi tebe in sploh ne vidiš, da si voden strani demonov. Vse, kar prihaja destruktivnega v ta svet, delnega, prihaja iz strani demonov. Cel zdrav človek ne bi teh stvari nikoli delal. Zato hočem povedati, ne, če bomo pač na ta način se res očistiš, postaneš zrel in ti porabiš to hrano, ki je potlačena življenjska sila in s tem demonski svet več nima tega in to je edini permanentni način, kako se lahko očistiš demonov, negativnih entitet. Ne obstaja nobena druga metoda ali ritual, ki ga v svetu ljudje ponujajo. Ljudje imajo 1000 ritualov in imajo cel cajt demone na sebi in te ljudje, ki se ukvarjajo s temi rituali, imajo največ demonov. In demone ima vsak, dokler ima represijo, ker to je hrana, vaba dobesedno za demone. Oni se hranijo na temu. Vse, kar ti ne boš porabil svojega življenja, bo demonski svet porabil. Jaz imam izkušnjo iz tega v lifeu.
Dokler se nisem očistil, sem imel demone, ki te pol vodijo v destruktivne obnašanja skozi tvojo slepoto in ti celo si misliš, da si dober človek mogoče. Tako da, če ti nisi očiščen, ti ne vidiš. In če ne vidiš, če ti ne prepoznaš v svetu sovražnika, koga lahko zaščitiš? In ti kot moški naj bi bil zaščitnik, ne? Zaščitnik kao. Saj zaščitnik, sposobnost zaščitnosti bi mogel imeti vsak, tudi ženska, vsak človek, ne? Mora biti sposoben neke agresije, s katero lahko zaščiti in nežnost, s katero se povezuje. Vsak človek rabi to. To je itak pač spektr človečnosti in življenje zahteva od vseh nas, kdaj to. Ampak v kaj boš usmeril to, če nimaš te razsodnosti, vidljivosti v megli, kjer prepoznavaš pristnost? V kaj boš usmeril, če ne prepoznaš, kdo je tisti človek, s katerim bi se povezal in se povezuješ pol z demonom? Če ne prepoznavaš, kdo je pristan in kdo je lažen? Proti komu se boš branil in s kom se boš bojeval in živel te svoje mačo ideje o moškosti, če ne prepoznaš, kdo je tvoj sovražnik? Kaj boš uperil to proti nekomu, ki sploh tvoj sovražnik ni, ne? To je problem. Torej gremo nehati iz glave postavljati ideje o tem, kako moški izgleda, kako ženska izgleda, ker potem bomo cel cajt imeli ene destruktivni ljudje, ki bojo rekli, da je moški in ženska družbeni konstrukt, ko ni, ko naravnost obstaja, standardi obstajajo. Ne reče se tradicija za brez veze. Tradicija je tudi bila zmanipulirana. Ampak ene stvari so naravne in si jih je treba dokazati. Moje besede niso dovolj. Jaz živim to, kar govorim. Mislim, sem v lifeu prebral knjige o teh stvareh. In sem šel čez svojo pot zgubljanja. Jaz sem se 30 let zgubljal. Kdor me je poznal odprej, ve, da sem bil zgubljen za popizditi. Ampak meni je bilo to najpomembnejša stvar, zato sem jo pač dosegel. Pa pač moje poslanstvo je takšno, da vas vodim v to. Jaz sem zato na tem planetu, nič drugega. Meni nima smisla. To je to. Kaj ti pomaga živeti po nekih disociativnih, ideoloških standardih, biti mačo muškarac, če ne znaš prepoznati, komu boš namenil to? Kaj ti pomaga biti softi, človek, ki se zelo z lahkoto povezuje z ostalimi, če ne boš znal usmeriti to? Zato, ker nisi cel, ne vidiš sveta. Spoznaj sebe in spoznal boš svet. Kdo to sploh razume zares? Če nisi cel človek, ne vidiš iz vseh perspektiv, ki jih premore vsak človek. Če si delen, vidiš samo iz delne perspektive. In so vse tiste ostale perspektive izgledajo kot nasprotje, kot borba proti tvoji perspektivi, zato ker v resnici so samo zrcalo tvoje lastne borbe proti tvoji lastni disociaciji. Zavračanje samega sebe je zavračanje preostalih perspektiv. In če zavračaš perspektive, se boriš proti njim. Vojne so samo zaradi slepote. In zaradi torej delnosti si slep in pohlepen. Šibek človek, ki se mora dokazovati, da je močen. Če ne postaneš močen, kaj ti pomaga, da si sposoben biti cel spektr moškega po nekih mentalnih standardih, če jih nisi sposoben uporabiti takrat,
kadar življenje to od tebe zahteva. In jih uporabiš takrat, ko ti misliš iz neke svoje šibkosti, nerazsodnosti. Iz nerazsodnosti biti cel pravi muškarac prinaša destruktivnost v svet. Iz razsodnosti, iz moči in odgovornosti in poznavanja samega sebe pravi moški prinaša zdravje v svet. Rešitev, povezovanje. Moja želja je samo, da bi se človek spoznal. Jaz ne bi rad postavljal ideje o tem, kakšen moraš biti. Zato, ker je tvoja naloga, da se spoznaš. Da vidiš, kdo sploh si, kakšen si. In v tem si boš dokazal obstoj Boga. Zato, ker boš videl, da si postal celostnejši, tak, kakršnega se ga sploh nisi poznal in živel, pa čeprav si. Torej, nekdo te je tukaj naredil, da si na nek način, čeprav se ti še sploh ne poznaš, ne? Torej, ti se poznaš kot delnega, ampak Bog te je naredil celega. Torej, če se ti poznaš kot delnega in se pač na neki točki skozi življenje spoznaš kot celega, se nisi ti naredil, ne? Te je Bog naredil. Ker ti si tukaj že, čeprav se ne zavedaš svoje celostnosti, je tukaj, ampak je skrita tebi očem, tvojim očem. Ampak je tu. Tu je samo skrita tvojim očem, ne živeta je, zato je skrita tvojim očem. Ampak je tu. In ti jo nisi dal tu. Jo je dal Bog, ne? Hočem povedati, da v bistvu represija in potem ekspresija tega skozi intuitiven način, ki je edini permanenten in zagotovljen, trajnostno razrešen, je dokaz Boga. Zato bi se počutil še malo tako pokvarjeno, če bi dal kakšno reklamo v ta video ali pa računal za te videe, ker v resnici si tega jaz nisem zmislil, ne? Jaz samo razbiram, kako deluje vesolje oziroma Bog. Meni je všeč živeti agresivni vojaški del mene. Zelo prisoten je. In čeprav sem bolj na mehkem spektru človeka, je prisoten in lep del mene. Pač meni je bilo mega biti v vojski tisti cajt, ko sem bil. Ni mi bilo mega ideja, zakaj stojiš, ko si tam v vojski. Ampak to je del naravnosti človeka. Biti sposoben nekega preživetja in borbenosti. To je naravno. In neke organiziranosti in sodelovanja in strukture. To je del vsakega človeka. In istočasno je tista mehkoba in odprtost in lahkotnost povezovanja in sočutja, kjer zares zgradimo globino in jo potem s tistim trdim delom nas lahko zaščitimo. Ne, to je moški. V resnici, če pogledaš zrelo žensko, če pogledaš zrelo celostno žensko, kaj si ona zares želi, ne, zrelo žensko. Ženska si želi cel spektr, ženska si želi življenje, si želi tipa, s katerim se lahko povezuje do konca. In tipa, ki bo svojo tipost, svojo moškost uporabil, če jih bo treba zaščititi. To je to. Ne, ženska si želi življenje, ženska si ne želi neko idejo o moškemu. Zrela ženska si želi življenje. Si želi vse. Ne, mi smo prišli sem živeti, nismo prišli sem biti delni. Živeti iz straha in si želeti neko delnost in
soodvisno dopolnjevanje. Ampak skladnost, moč, življenje, razcvet. In v celosti je zajeto preživetje in razcvet. Torej tip, ki je sposoben borbenosti, ki je sposoben vojskovanja, ki je sposoben te mačo moškosti. In tip, ki je sposoben se povezovati kot ženska pizda. Tip, ki je sposoben odpreti srce, ki je sposoben pokazati rane, ki je sposoben jokati. Ne samo zato, ker se nekdo žrtvuje, ampak ker je mogoče nekaj lepo. In ne rabi nobenega pravila ali razloga za to, da je takšen ali drugačen. Ampak je tak, kot pristni trenutek zahteva od njega. In samo človek, ki bo temu sledil, se bo čistil strahu, samo tako se lahko. Zato, ker samo v pristnem trenutku, če tisti pristnosti slediš, lahko zares doživiš največji strah. Ti ne moreš nikjer drugje z nobeno metodo vzbuditi toliko strahu, kot ga lahko spontan pristni trenutek vzbudi v tebi. Samo spontan pristni trenutek, ko si nepripravljen, lahko vzbudi tebi največ strahu. In tisto okno, kjer se lahko zgodi največja integracija tvoje represije, če takrat greš skozi ta strah in se kljub temu, da se trešeš kot pička, še zmeraj izraziš tako, kot tisti trenutek življenje zahteva od tebe. Zato cel ponavljam, da je ultimativna metoda življenje, kjer lahko permanentno, trajnostno spucaš strah, mehanizem represije, ki je efekt vseh travm iz otroštva in ni vezan na nobeno zgodbo, ampak na to, da izraziš svojo celostnost skozi obnašanje v odnosih z drugimi ljudmi, takrat, kadar življenje to od tebe zahteva. Samo kadar si nepripravljen, spontan in živiš življenje iz intuicije, se lahko vzbudi najbolj pristen strah. Edino okno, kadar lahko narediš integracijo. Jaz sem probal vse ostale načine in ne delujejo. Ne prinesejo, samo malo regulirajo stres, ampak ne prinesejo permanentnosti. Se če pogledaš, je to ful lepo, ne? Meni se ni zato, da bi imel prav. Gre se zato, da prinašamo v bistvu preprostost življenja. To je še bolj preprosto potem life, kot smo si mislili, če pogledaš, ne? V resnici ne rabiš delati na sebi. Vse, kar moraš delati, je, da slediš življenju v sebi, svoji intuiciji, vsak trenutek svojega življenja in od tega ne mrdneš. In se bo vse zgodilo samo od sebe. In zato, ker se bo zares zgodilo, ker samo če si nepripravljen in spontan in intuitiven v življenju, slediš temu, kar življenjska energija tisti trenutek zahteva od tebe in to transmutiraš skozi vedenje v trenutku, ker samo na tak način se lahko pristni strah vzbudi in okno odpre, da se to končno sprocesira. Samo če temu slediš, sem pozabil, kaj sem mogel povedati, ampak v glavnem, samo če to narediš, če tako živiš, pač se lahko očistiš. Se lahko očistiš. In postaneš cel. Postaneš človek v integriteti. In ker pač imaš kurac med nogami, si tip. Pravi moški je biti odporen človek. Odporen človek na življenje. In samo če si zvest temu, boš postal odporen. In zares razsoden, ker do odpornosti prideš tako, da si se
zanašal nase. In samo, če se zanašaš nase in se soočiš z vsemi strahovi, boš postal razsoden. Zato, ker se ti bo v tvoji individualni izkušnji pokazalo na prizemljenem nivoju, kaj deluje in kaj ne. In takrat te ne more noben več okoliriti. Zavest, ali kako se že reče, peljati okoliriti v žep. Jaz sem se celo življenje zanašal. Kaj si ti misliš, cel cajt. Dokler nisem začel slediti samemu sebi. Pa sem star 35, ne bi si misliš, to bi mogel narediti že pri 20, mona. Ampak sem bil izgubljen, ker ta svet te zelo dobro spere. Zelo dobro te sperejo. In kar je najbolj noro je, ne, da te perejo tvoji najoži najbolj. In ne za nalašč, ne zavedni so, mona. Zato dosti krat v prejšnjih videih omenim, da kako nas je elita v bistvu sprala skozi naše najbližje ljudi. In to ni krivljenje, ne. Jaz nimam nič proti njim, zato ker njih so pa njihovi prali, pizda. In če pogledaš, kako težko je danes v tej dezinformaciji, vojni dezinformaciji, kaj šele včasih, ki sploh dostopa ni bilo do informacij, pizda. Ono, kar so rekli v vasi, ono so verjeli vsi. Zdaj lahko vsaj čekiraš stvari. Ne? Torej na nas je, da zdaj to naredimo. Na vsakemu, ki je slišal ta message, če bi ga, enkrat, ko si ga slišal, je gotovo. Zdaj je seme posajeno, zdaj sem posadil vate. Sem te impregniral. Tudi če si tip, jebi ga. Kaj pomeni biti moški? To pomeni biti moški. In jaz sem prepričan, dam roko v ogenj, da bojo one najbolj razvite ženske se podpisale pod to, kar sem povedal. Jaz sem tudi čekiral, kaj si ženske želijo, ne. Ker jaz bi rad dal ljudem, kar si želijo. Ampak istočasno sem pol dojel, da ljudje so disociativni. In vsak si želi to, s čemer bi se počutil varen. Ampak na ta način potem moraš sebe kompenzirati, sebe zavračati. Zato, da boš nekomu drugemu naredil feeling varnosti, ne. In to je potem spet navzkriž, ne, ker ljubezen pomeni, jaz dam sebe na prvo mesto in vse ostale. Ljubezen zmeri zajame vse. In če dam samo tebe na prvo mesto in sebe zavračam, potem se ne ljubim. In niti tebe ne ljubim, če ne ljubim sebe. Ne? Ter ljubezen pomeni, vsi smo zajeti. In tukaj smo zajeti vsi, kar sem zdaj povedal. Si zajet ti ohraniš samega sebe, prideš do najboljše verzije in jo lahko nudiš drugemu človeku. Mislim, da je to to. Mislim, da sem zajel, kar sem hotel povedati. V resnici je pravi moški samo zrel človek, tako kot je isti standard za žensko, kar najprej smo ljudje. Ampak skozi izkustvo, skozi utelešenje našega duha, nas samih, bomo lahko spoznali preprostost življenja in naše spolnosti. Ne skozi glavo, ker ne bomo nikoli imeli miru, ker skozi glavo ne moreš razrešiti represije življenjske sile, ampak skozi razrešitev življenjske sile.
da se končno živimo in skozi spoznanje, pravo spoznanje, izkustveno spoznanje, vidimo, kdo smo. To je to, nimam več nič več ne pride, kar tišina je v glavi. Sem povedal vse, kar sem imel zapovedati, zgleda. Počakirajte si moje prejšnje videe, čeprav so v angleščini. Delam malo v angleščini, malo v slovenščini, da zajamem cel svet. In istočasno, da svojim Slovencem dam slovensko verzijo, da ne bo izgovoril, da niste znali angleško. In če lahko povzamem na hitro, na kratko, cilj je postati odgovoren. Odgovornost ne pomeni nič drugega kot, torej jaz sem slišal enkrat odgovornost po angleško responsibility. Responsibility. An ability to respond. In kaj to zares pomeni? Torej biti sposoben odgovoriti, odreagirati v življenju tako, kot življenje tisti trenutek zares zahteva. To je to. To je pot do integritete, do poznavanja samega sebe in standardov Boga. In dokaza Boga na izkustvenem nivoju. Cel package dobiš naenkrat. Vse se razodane. Počakirajte si prejšnje videe, čeprav so v angleščini, zato ker so tam tudi neki ključi. Poglobljeno razumevanje oziroma videi namenjeni nekim ključnejšim, bolj detaljnim stvarem za globlje razumevanje, ki so itak že zajeti povsod. Ampak v določenih videih bolj poudarjeni. To je to. Tuhtam, če bi še kaj povedal, ker je toliko megle na to temo. Pa mi povejte, če se strinjate ali ne, ali pa če imate kaj za dodati. Imam feeling, da ni nič za dodati. Dobesedno, če slediš Bogu, s tem, da slediš življenjski sili v tebi, ki je tvoja vez z Bogom, ti razrešiš vse nivoje lifea. To je res magic, ne? Jaz, ko napišem v svojem postu magic, mislim dobesedno, to je čarovnija. To je čudež. Vse je to, kar si ta sistem zmislil, pade v vodo, ko začneš enkrat to živeti. Vse skupaj je zdaj brez veze, kar si človek zmislil. Človek je samo zakompliciral life. Nič, jaz bom zaključil in če bo še kaj za dodati, se vidimo v postu na Facebooku in Instagramu. V prihodnosti bi rad tudi TikTok, ampak je full dela in mi še ne uspe. Ampak če je kaj za dodati, če mi kaj zmanjka ali pride kasneje kaj na novega, napišem to potem v postu na Facebooku in Instagramu, tako da vam predlagam, da me čekirate tudi tam in v storijih, kjer dobite takoj notification, opozorilo, usmeritev na te poste in videe. Tako da, see ya, I really wouldn't wanna be ya. Ajde.